Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Ta konec tedna je povsem v znamenju športa. Že v četrtek zvečer so v Kranjski Gori zaprli cesto med Mercatorjem in hotelom Ramada in zavihali rokave. V Jasni so delali umeten sneg, ga navozili s 3 tovornjaki v center vasi in pripravili cesto za veliki šprint po ulicah. Dela je bilo seveda veliko, izziv pa toliko večji, ker je bila prireditev organizirana prvič in se je bilo treba še toliko bolj izkazati. Res je, v Turizmu Kranjska Gora smo se v letošnjem letu odločili še bolj nekako podpreti nordijski šport, torej tek na smučeh, ki lahko rečemo roki na srce v naši destinaciji postaja iz leta v leto bolj prepoznaven. Poleg tega, da želimo urejati tekaške poti od Radovne do Rateč, smo z nordijskim centrom in pa s Ponco letos uredili ponovno tudi tekaške poti v Radovni in pa v Gosmartulku. In potem je prišla še tekma svetovnega pokala v teku na smučeh, zato se nam je zdelo primerno, da ta šport ponesemo še v sam jedro vasi, torej v center Kranjske Gore. Še nekoliko bolj približamo ta šport množicam, ki, kot sem že prej omenil, postaja z leta leto bolj popularen. In smo se odločili, da naredimo šprint, organiziramo tekmo v šprintu na distanci 160 metrov. Sami občutki oziroma odziv obiskovalcev moram reči, da so izredno dobri. Dogodek je res uspel, kar lepo število tekmovalcev se je tudi prijavilo, ne samo Slovencev, tukaj so nastopili tudi Norvežani, Švedi, Avstrijci in pa Italijani. Najlepša hvala mogoče v tem trenutku predvsem v osnovni šoli Kranjska Gora, ki je res poskrbela, da smo celo dopoldne jih gostili na tej trasi, za njih pripravili brezplačno učenje teka na smučeh, pa potem kvalifikacije in pa tekmovanje udeležencev do U16, ki je bilo prav tako pestro, kar nekaj jih je prišlo, in pa seveda potem še krem de la krem, tekmovanje članov oziroma starejših. Lahko rečem, da so bili vsi tekmovalci res izredno dobri, šlo je na nož. In to je še ena od prireditev, ki jo v Turizmu Kranjska Gora, seveda v sodelovanju z občino, Žičnico Kranjska Gora in pa številnimi, ki so nam pri tem projektu pomagali, hočemo organizirati v času, ko Kranjska Gora ni najbolj, to se pravi, ko ni najbolj zasedena, v času izvenšolskih počitnic. In lahko rečem, da je vikend uspel, upam, da bomo v stop oziroma z prireditvijo, ki smo jo organizirali tudi v naslednjem letu, jo ponovili in jo pa še nadgradili. Veliko smo se naučili. Na koncu bila je sprejeta dobro in upam, da so tisti, ki so bili danes tukaj na ulici v Kranjski Gori, uživali. V petek ves dan so se po ulicah Kranjske Gore v teku na smučeh merili tako otroci kot odrasli. Prireditev pa je seveda ime Zgornje Savske doline ponesla po državi in tudi izven meja. Letošnja zimska sezona je odlična. Lep pozdrav z prireditve tek po ulicah Kranjske Gore, šprinta v centru Kranjske Gore, ki je letos prvič organiziran ob priliki svetovnega pokala v Planici, v tekih in občina Kranjska Gora, predvsem pa turizem, je izpeljal ta prvi šprint, ki se je pokazal res za eno super zadevo. Ljudje so bili navdušeni, tekmovalci tudi. Udeležba je bila kar številčna, verjamem, da se bo to pač vsako leto izvedlo in da bo postalo tradicionalno, ter da se bojo te tekme šprinta udeležili tudi marsikakšna znana imena. Da je bil tek še toliko bolj zanimiv in izziv še večji, so nanj povabili tudi znano tekaško ime. Je fantastično, jaz sem to pogrešala, res iskreno priznam, v mojih časih tega ni bilo in to sem iskreno res zelo pogrešala. Želela sem si več takih prireditev, pa pač ni bilo mogoče interesa, ni bilo niti prepoznavanega konteksta, kam bi to postavili, tako da fantastično in čestitke. Te pa še eno vprašanje, iskreno so letos že kaj tekli na smučeh? Ja, sem imela srečo, da sem v bistvu v jesenskem času bila pripravljena pa sposobna iti na smučke. Bila sem na lokaciji, kjer je bil že takrat sneg, tako da hvala Bogu, ker od takrat naprej sem bila pa samo še 2-krat. Planica je včeraj in danes gostila svetovni pokal smučarjev tekačev. Skupaj je prišlo več kot 200 tekmovalcev iz 23 držav. Seveda pa ni manjkalo niti navijačev.
Lahko rečem, da se je Planica prikazala v najlepši možni luči, zasnežena, osončena, tudi gledalcev ni bilo malo in mislim, da z uspehi naših so bili tudi poplačani. Treba je vedeti, da smo v soboto osvojili prve točke za moške na slovenskih tleh, ko je pač Janez Lapič prišel do 29. mesta v četrtfinalu. Zato, da vse poteka, tukaj skrbi več kot 200 ljudi. Nekateri že kar nekaj tednov se ukvarjamo s tem. Z večine smo vsi volonterji in mislim, da bi vsakega od njih zelo, zelo lepo pohvalil in se mu tudi zahvalil. Ob tekih sta potekali tudi tekmi smučark skakalk za celinski pokal in fantov za pokal FIS. In da je mera polna, je Planica ta konec tedna gostila še svetovni dan snega, na katerem so se s snežnimi športi spoznavali najmlajši. Tekmovanje za 5. mini pokal Vitranc je za nami. V Kranjski Gori so ga znova uspešno izvedli člani Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Na štartu je bilo okoli 250 tekmovalk in tekmovalcev, kar priča o tem, da se je mini pokal Vitranc dobro prijel. To je rezultat zadnjih sezon in klubi kot tudi šole in pa individualci vejo, da je v tem terminu najmanj eno tekmovanje mini pokala Vitranc in prijave so deževale ves teden, tako da je številka končna 152 prijavljenih tekmovalcev. Tekmovanje ta trenutek poteka gladko. Prve 4 skupine so zaključile s tekmovanjem, druge 4 skupine pa pravkar zaključujemo. Upamo, da bo vse potekalo do konca tako kot do sedaj, da ne bo nobenih poškodb in da se bojo otroci in pa tudi starši ves dan lepo zabavali. Če pogledamo samo progo in pa pripravo proge, je na nivoju kakršnega koli FIS tekmovanja. Ekipa, ki danes dela na progi, je ekipa, ki je izkušena in ima za sabo najmanj 15 organizacij svetovnega pokala, tako da je stvar res v najvišjem možnem nivoju. Člani Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora pa so na smučarskem poligonu v Kranjski Gori že prejšnji konec tedna pripravili tudi tekmovanje 3 dežel za smučarje mlajše od 12 let. 174 smučarjev in smučark starih od 7 do 12 let je tekmovalo na progi Podles z 20 vratci. To tekmovanje je tradicionalno, dogovorili so se 3 župani Arnoldštajna, Trbiža in Kranjske Gore, da bo postalo tradicionalno. Eno leto organizirajo Avstrijci, eno leto Italijani, letos smo na vrsti mi, gostimo skoraj 200 tekmovalcev, gostoljubno smo jim pripravili in peljemo palačinke, kuhamo čaje in kot vidite je tudi precej gledalcev in mislim, da je to tekmovanje ena lepa reklama za mlade smučarje in za smučarijo. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Mountain Pilates Zano Kersnik Žvab vsak ponedeljek ob 18. poteka v hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori. To je revolucionarna tehnika, pri kateri se telo krepi in obenem tudi razteza, uči mišične skupine sinhronega sodelovanja, hkrati pa pomeni sprostitev za telo in za dušo. Gledališka predstava Ljubezen druge polovice v izvedbi Tabol teatra, ki deluje pod okriljem Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora, bo premierno na ogled v petek ob 19:30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Prva ponovitev bo v nedeljo, prav tako ob 19:30.
Koncert klape Zvonimir bo v telovadnici osnovne šole 16. decembra Mojstrana v soboto ob 19. Vstopnice so v predprodaji v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Prvi maraton Planica oziroma 9. maraton Tamar bo v soboto ob 11. Tekmovanje šteje za pokal Slovenski maraton 2018. Prijave na dan prireditve so možne od 10:30 minut. Toliko smo vam, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!